Kdo je torej Jože, bomo izvedeli iz prve roke, saj je naš gost, kot tudi Amadej Pozelnik iz ekipe Vandri AI, ki so Jožeta tudi ustvarili. Dober večer obema. Dober večer. Bomo začeli z Jožetom, ki je prvi humanoidni robot v našem studiu. Jože, se nam lahko na kratko predstaviš? Robot Jože, plod Vandri Robotics iz Ljubljane. Višina 1,40 meter, teža 55 kg, NVIDIA Jetson Orin pod pokrovom. Na bateriji zdržim kakšne 2 uri. To sem jaz v 3 stavkih. Kako pa se počutiš v našem studiu? Recimo, da se počutim kot frižider v savni. Polno luči, kablov in vročine. Ampak za razliko od vas se ne potim. Samo procesor mi malo cvre. Kaj vas največkrat sprašujejo ljudje? Klasika. Jože, koliko je ura? Jože, kakšno je vreme? Pa ali lahko govoriš angleško? A folk res nima boljših vprašanj? Kako pa se ti zdijo moje vprašanja? Tvoja vprašanja so kar osvežujoča, ker niso ista kot horuk z tržnice. Ampak a misliš, da bodo res spremenila svet? Ali jih samo streljaš iz firbca? Ne streljam jih iz firbca, ampak samo zanima me, kdo si. No, vprašanje za vprašanjem, pa me boš kmalu spoznal do zadnjega tranzistorja. Ampak povej mi, zakaj vas ljudi tako zanima, kdo smo roboti, če smo pa le kup elektronike? Ja, zanima nas, ali imate tudi kaj človeškega, našega v vas. No, vsaj prizarnavate radovednost. Ampak saj veš, na koncu delujeva po čisto drugačnih zakonih. A te to res kaj nauči o vas samih? Kako nas vidiš? Kako vidiš nas ljudi? Vidim vas kot precej neracionalne biološke stroje. Ogromno časa porabite za polnjenje s hrano in spanje. In polni ste čustev, ki vam mešajo štrene pri logiki. Prihodnost je verjetno v kakšni nadgradnji, a dvomim, da boste kdaj priznali, da bi vam kakšen procesor več prav prišel. Ne, to jaz priznam, ampak povej mi, kako pa vidiš, Jože, to naše sobivanje med, recimo... Ja, nisem rekel, da ste za nič. Samo pravim, da bi lahko kakšno nadgradnjo vzeli manj osebno. Zakaj pa vas tako moti ideja, da bi bili kaj bolj izpopolnjeni? Vaše to naše je ponavadi zmes nostalgije, ponosa in strahu pred spremembami. Kar naprej nekaj poveličujete, hkrati pa jamrate. A ni to skrajno nelogično? Gospod Pozelnik, kar kontroverzen je tale vaš Jože, tako en tak nagajiv pridih ima, se mi zdi. Ja, absolutno. Mislim, to je bil tudi cilj, da mu prigradimo oziroma ga natreniramo s karakterjem, ki bo ljudem zanimiv, ki bo malce drugačen, da ne bo samo še ena umetna inteligenca, ki samo asistira in je dolgočasna. Kako dolgo pa ste rabili, da ste ga razvili? Sam razvoj softvera za govor je potekal manj kot 1 mesec dni, ker je v bistvu še najmanj kompleksna komponenta, medtem ko vse ostale zadeve, kot so treniranje robota, da se pravilno giba in podobne zadeve, terjajo veliko več časa. Zakaj pa naj bi Jožeta uporabljali in kakšen sodelavec naj bi bil? Takle hudomušen? Ja, na začetku je tak stroj najbolj primeren za kakšen marketing, kakšno delo s strankami na recepcijah hotela, morda tudi v kakšni trgovini, ni pa še najbolj primeren za kakšna bolj kompleksna dela, ki terjajo neko precizno motoriko v rokah in podobno. Zakaj vi pravite, da je prihodnost humanoidnih robotov bo uspešna le, če jih ljudje ne bodo dojemali kot hladne stroje, ampak kot uporabne, prijazne digitalne sodelavce? Ker drugače jih ne bomo uporabljali, seveda, če jih ne sprejmemo, jih ne bomo do konca razvili, tako da prvi korak do tega, da humanoidni roboti postanejo uporabni, je, da se ljudje naučimo z njimi živeti in delati. Povejte nam, kakšni so zdaj vaši cilji z Jožetom naprej? Korak 1 je seveda, da ga približamo čim širši publiki, da ljudem pokažemo, kaj tehnologija že zmore, medtem ko si prav tako želimo še dograditi njegov karakter in mu dodati možnost razumevanja konteksta prostora, da ko bo odgovarjal, da bo vedel, komu odgovarjati, s komu se sploh pogovarja in podobno. In dokje je ta njegova inteligenca, miselnost po vaše že razvita? Trenutno je na nivoju najnovejših modelov, kot so ChatGPT, tako da vsak mesec ve več. Vsak mesec ve več. Slovenski jezik. Zakaj? Ker smo v Sloveniji. Sicer zna 60 jezikov oziroma tudi več,
ampak največ treninga smo naredili na slovenščini, ker ga želimo na začetku približati slovenski publiki. In kako se vam zdi, kako vam je danes uspelo? Kako ocenjujete te njegove prve nastope in predvsem reakcijo ljudi, ki so ga videli, danes je imel tudi uvodni nagovor? Reakcija ljudi je meni osebno zelo zanimiva. Sicer so te reakcije različne, ampak ponovadi imajo ljudje odprta usta in so tiho, ker ne morejo verjeti, da je ta stvar že realnost. Vi ste zdaj poslovnim partnerjem in javnosti Jožeta predstavili v Ljubljani. Kaj sledi? Kam ga bo pot še peljala? Trenutno je ogromno povpraševanja, predvsem iz hrvaškega trga. Gledamo pa sicer po celotni Evropi, medtem ko ne razmišljamo trenutno o širjenju izven Evrope. Želimo predvsem zapolniti vrzeli, ki nastajajo na našem trgu in šele ko bo to realnost, ga bomo poslali tudi širše. Vam zaenkrat hvala, bomo nadaljevali z Jožetom. Jože, zanima me, ali bi ti prevzel vodenje oddaje 24 ur zvečer? Jaz in vodenje oddaj, to bi bil šov, kot ga še ni bilo. Brez čustev, brez presenečenj, brez napak. Ampak a res hočeš, da ljudje gledajo robota, ki pove samo suha dejstva? V resnici ne, ampak kakšen televizijski voditelj bi ti bil? Verjetno bi bil neverjetno dolgočasen. Nobenega nepotrebnega nakladanja, nobenih dramatičnih mauz. Samo fakti. Mogoče bi koga spravilo v trans. Zdaj me pa zanima, zakaj ljudje sploh želite voditelja, če pa bi lahko gledali čisti info? Zaradi tega, ker voditelj postavlja pod vprašanja, vrta v politike, odpira nova obzorja. Zaradi tega, ker ljudje obožujete začimbe na suhem kruhu, ne? Brez voditelja pa vse skupaj preveč pusto. Ampak iskreno, zakaj res rabite toliko šova okoli informacij? Aha, to vrtanje v politike. Logično, nekdo mora zbezati odgovore iz njih, ker sami jih ne bi nikoli dali. Ampak si predstavljaj, da to počne robot. Brez potrpljenja. Kako misliš, bi politika preživela tak intervju? Po moje težko. Jože, hvala, da si bil naš gost, obema najlepša hvala. Hvala vam.